Pozdravljeni ponovno na spletnih pogovorih o ciljih trajnostnega razvoja. Jaz sem Lucija Tacer, mladinska delegatka pri OZN in danes sta z mano Nina Rogel Peloza in Mija Zupančič. Pozdravljeni. Pozdravljeni. Danes se bomo pogovarjali o tretjem cilju trajnostnega razvoja, o zdravju in dobrem počutju. Preden pa začnemo, bi sam na kratko povedala malo, kaj so cilji trajnostnega razvoja za tiste, ki mogoče še niste bili z nami. Torej, cilji trajnostnega razvoja so sestavljeni 17 ciljev za razvoj, katerim so se zavezale države članice Organizacije združenih narodov. Njihov smoter je pa v tem, da se zagotovi, da lahko trenutne generacije na našem planetu zadovoljujejo svoje potrebe, brez da bi ogrožale možnost, da bodo tudi v prihodnosti lahko ljudje zadovoljevali enake potrebe. Zdaj cilji naj bi se uresničili do leta 2030, so kar ambiciozni in zato bomo tudi preko teh pogovorov malo bolj spoznavali, kaj je njihov namen in kaj vsebina. Pogovor bo trajal približno 45 minut, če boste pa imeli kakšno vprašanje ali komentarje, lahko napišete pod to objavo in če boste v živo gledali, bomo lahko tudi v živo odgovorile na vprašanja. No, mislim, da je to vse za uvod. Zdaj bi pa kar prešli na vsebino. Z mano sta Nina in Mija, ki sta aktivni na področju zdravja in sodelujeta pri organizaciji No Excuse Slovenija ali Brez izgovora. Zato vam bom kar za začetek dala besedo in se lahko vsaka sama na hitro predstavi. Hvala, Lucija. Moje ime je Nina, kot že povedano. Sem podpredsednica Mladinske zveze Brez izgovora Slovenija. V bistvu sem aktivna v tej organizaciji že 10 let. Prva kot prostovoljka, sedaj sem tudi zaposlena. Delam veliko z mladimi, z našimi aktivisti, pa tudi v bistvu na področju javnega zdravja, kar bo v bistvu tudi tema danes. Jaz sem pa Mija, kot je že Lucija povedala. Jaz sem strokovna sodelavka na Brez izgovora za duševno zdravje mladih, kar pomeni, da pač koordiniram različne projekte na tem področju, ki je precej široko, tako da pokrivamo kar nekaj različnih tem. Nisem bila pa jaz prej članica te organizacije, delam pa že tudi ogromno let z mladimi na najrazličnejše načine, tudi če ne v Brez izgovora, ampak je drugje. Super. A bi ena od vaju še mogoče povedala malo več o organizaciji, o No Excuse, da vemo, s čim se ukvarjate? Lahko, seveda. Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija, kot že beseda pove, je v bistvu zveza članskih mladinskih organizacij iz različnih krajev po Sloveniji. Delamo predvsem, oziroma vključujemo predvsem mlade, da sami delajo na projektih, mi jih podpiramo. Pokrivamo pa področja aktivacije mladih, javnega zdravja in trajnostnega razvoja, kar je v bistvu res zelo široko, ampak vse je zelo pomembno. Vključujemo mlade aktivno, nekje od 14-15 leta naprej, ko vstopijo v srednjo šolo. Imamo pa v bistvu zelo veliko različnih delavnic, predvsem preventivnih v osnovnih, v srednjih šolah in drugih aktivnosti. No, zelo zanimivo. Zdaj mogoče pa, če gremo še malo bolj v vajino vlogo in vajino delo, če bi predstavili, kaj so vajini projekti danes v sklopu te organizacije in pa na področju zdravja. Mogoče lahko, saj težko bo vse skupaj strniti, ampak mogoče se bi res osredotočila nekako tukaj na zdravje pa dobro počutje. Tako da naš primarni projekt je sigurno program Aktivisti brez izgovora. To tako imenujemo v bistvu naš program dela z aktivisti, ko vstopijo v našo organizacijo pri 14 ali 15 letih in potem preko različnih usposabljanj, preko različnih projektov pridobivajo kompetence, se izobražujejo, delajo družbeno odgovorne projekte in v bistvu pridobivajo veščine, ki jih načeloma večina mladih ne dobi v šoli, ampak so še zmeraj zelo ključnega pomena, tako pri nekem zdravem življenjskem slogu, kot tudi v bistvu na trgu dela. Potem pa še zelo pomemben del naše organizacije, kot sem že omenila, so pa te programi, ki jih imamo v šolah,
pa bi mogoče tukaj pustila mi, da malo več pove o njih. Ja, to je pa malo moje področje. V bistvu izvajamo kar precej veliko število različnih preventivnih programov v osnovni pa srednji šoli, predvsem tam od 6. razreda naprej, pa nekje do 2., 3. letnika. In te programi se v bistvu dotikajo tako tem zasvojenosti z drogami, alkoholom, konopljo, kot tudi teme duševnega zdravja, kot so na primer samopodoba, medvrstniško nasilje in tako naprej. In delujemo na precej velikem številu tudi šol po Sloveniji, ne samo v Ljubljani, ampak tudi širše. V zadnjem letu smo recimo dosegali okrog 60 različnih šol po Sloveniji, imamo pa v prihodnosti seveda še malo večje ambicije glede dosega, no? Da bi dosegli čim več mladih, ki jim lahko te programi koristijo. Tako da tudi ves čas nastajajo novi, iščemo nove ideje, na katerih bi lahko delali, tako da se nismo kar ustavili pri tem, kar imamo trenutno. Kaj pa mogoče kakšen konkreten primer ali pa projekt, ki ti je najbolj zanimiv, ki bi ga mogoče izpostavila? Moj najljubši, oziroma mislim, moj najbolj zanimiv recimo je projekt #superjaz. To je v bistvu preventivni program na področju samopodobe, ki je namenjen predvsem 8. in 9. razredom. Zakaj mi je to zanimivo? Ker se mi zdi, da je to ena taka tema, o kateri se ponavadi pogovarjajo punce. Ta naš program je v bistvu namenjen obema spoloma in so fantje na začetku kar malo zavijajo z očmi, kaj se bomo pogovarjali o tej temi, to je pač za punce, to pa za nas že ni. Ampak se mi pa zdi, da potem, ko začnejo malo razmišljati, no, pa hitro ugotovijo, da se tudi njih to v današnjem času zelo fejst tiče. In mi je ful všeč, zato ker tukaj pridejo taki res zanimivi pogovori ven, tudi fantje dajo pač ful enih svojih predlogov, tudi enih svojih vprašanj. In je ful zanimivo opazovati tudi dinamiko, kako punce razmišljajo, v primerjavi s tem, kako razmišljajo fantje. Ker definitivno v današnjem času, ko vsi uporabljajo Instagram, na primer, kjer se pojavijo pač ogromno nekih malo retuširanih slik, obdelanih z različnimi filtri in tako naprej. Tudi fantje so izpostavljeni vsem tem nekim lepotnim standardom oziroma lepotnim idealom, ki vplivajo na njihovo samopodobo. Tako da tukaj bi recimo jaz rekla, da je nekaj novega, kar mogoče pač drugače v šoli niti pomislijo, da se morajo o tej temi pogovarjati. Ja, koliko časa pa to že traja? A si mogoče opazila kakšne spremembe o tem, kako se odzovejo fanti pa punce? Ja, predvsem je zanimivo to, da pač vedno rečejo, da so punce bolj podvržene temu, pač da gledajo, ne vem, revije pred poletjem, ker piše, da moraš shujšati, pa slike punce v kopalkah, pa pač za lajke naredijo punce vse in tako naprej. Ampak ko začnejo fantje malo razmišljati o teh nekih najstniških idolih, pa hitro pogruntajo, da obstaja tudi nek tip moškega, na primer, na katerega pač punce načeloma padajo. In da je mogoče ta tip moškega še bolj ozek, kot pa pri puncah. Se tudi o tem recimo potem pogovarjamo in se mi zdi, da na koncu kar začnejo malo drugače gledati tudi na te fotke in fantov in punc, ki jih gledajo na internetu, ker se zavedajo, da pač ni vse resnično, da je lahko vse malo lažno in da se to predstavlja neko popolno življenje, ki ni niti slučajno v skladu s tem, kar te ljudje dejansko doživljajo v resničnem življenju. Super. Mislim, mene bi zanimalo izvedeti še veliko več o vaših projektih, pa upam, da bo tudi med pogovorom lahko izpostavila karkoli se bo tikalo kakšnega bolj specifično, ker mislim, da je res super, če zvemo več o tem, kaj se že dogaja, tudi za mogoče poslušalce, če bi kdo bil zainteresiran, da bi se tudi potencialno potem kdaj vključil. No, zdaj pa mogoče gremo na to temo alkohola, ki je v Sloveniji zelo pomemben, tudi kulturno, ampak v poročilu o cilju trajnostnega razvoja, ki ga je Slovenija predstavila nedolgo nazaj, je tudi to izpostavljeno in posebej negativna vloga v povezavi z zdravjem, odvisnost in pa neodgovorna uporaba. Kakšen je vajin pogled na to tematiko? Lahko delite kakšne programe in aktivnosti, ki že potekajo in kam mislite, da bi se mogli usmeriti, da bi izboljšali probleme, ki jih imamo? Ja, na tem področju nažalost imamo še kar precejšnje probleme. Za Slovenijo pravijo, da je mokra kultura, to v bistvu pomeni, da se zaužije zelo veliko alkohola. Alkohol je na splošno zelo pozitivno sprejet v našem okolju. Itak vemo, da imamo ful vina, ful vinogradov in to je pač del naše kulture. Po drugi strani pa
načeloma ljudje ne vidijo nič narobe, če mladi začnejo že zgodaj piti, ne. Kljub temu, da itak, ne, kažejo vse raziskave temu, da bolj kot smo permisivni oziroma starši bolj kot dovolijo otrokom, da začnejo prepiti, večja je možnost, da bodo te imeli v življenju težave. Itak ni samo to, da je prekomerno pitje alkohola škodljivo, a ne, za zdravje, je zasvojljivo. Mislim, to je kar precejšen problem v Sloveniji, po drugi strani pa povzroča veliko škodo tudi ljudem v okolici, a ne. Imamo itak ful primerov nasilja v družini, ki je povzročen zaradi prekomernega pitja alkohola, pa vemo, koliko ljudi umre na cesti, a ne, kar je pač dostikrat res, res velika tragedija. Tako da načeloma bo še kar dela, no, na tem področju. Mi sicer delamo veliko z mladimi glede tega, ker je dobro, da se jih tudi ozavešča, ne, in da se pogovarjamo o teh zadevah. Sicer skupaj še z nekaterimi drugimi največjimi nevladnimi organizacijami na področju preventive v Sloveniji smo lansirali eno precej vidno kampanjo v Sloveniji, ki se imenuje Ker alkoholni mleko. Spletna stran je keralkoholnimleko.si, če bi si kdo želel pogledati. In v bistvu govorimo ravno o tem, kakšen zgled mi dajemo mladim. Ko je pitje povsod okrog nas, na športnih prireditvah, kjer načeloma naj bi bil smisel to, da smo zdravi, da navijamo, da je pač neko pozitivno vzdušje, se dogaja ful razgrajanja zaradi alkohola. Na družinskih zabavah, ko je veliko prekomernega pitja, dajemo res slab zgled mladim, a ne, in niti dostikrat se tega ne zavedamo. Mladi praktično požirajo vse, kar vidijo, a ne, še posebej v družini. Tako da v bistvu ta kampanja proba ozaveščati ravno o tem, a ne, da je zelo, zelo pomembno, kakšen zgled smo mi. Ne govorimo tukaj o prohibiciji, a ne govorimo o tem, da pač moramo biti čisti abstinenti, ampak je pa prav, da jemljemo alkohol z neko mero zrelosti, kot pač neko stvar, neko živilo, ki je lahko škodljivo, a ne. Tako da to je ena stvar. Potem mi smo tudi v bistvu delali en velik projekt z našimi mladoletnimi aktivisti, ki ga imenujemo Mystery Shopping. Gre pa za to, da v bistvu skupaj s polnoletnim spremstvom naše mlade, v bistvu mladoletne, ne, jih izobrazimo za nakupovanje alkoholnih pijač in sicer tudi tobačnih izdelkov v trgovini pod krinko, a ne, torej pač mladi grejo v trgovino in probajo dobiti škatlico cigaret ali pa pivo, a ne, čeprav so mladoletni. In res naš namen je bil itak prvo, da te mlade, ki so sodelovali, da smo jih izobrazili prvo, da pač razumejo, zakaj to delamo, da ni to zdaj trening, da lahko grejo potem sami v trgovino, a ne? Ampak predvsem zato, da naredimo eno veliko raziskavo, da vidimo, kakšna je situacija. Na področju alkohola je situacija zelo slaba. Nekje, zdaj bom iz glave rekla, ampak nekje v 90% primerih je bil nakup alkoholnih pijač uspešen s strani mladoletne osebe. Delali smo to raziskavo v 6 mestih po Sloveniji in ja, je precej šokantno, da se tudi v bistvu prodajalci kljub zakonu, ki prepoveduje prodajo mladoletnim, da se prodajalci ne zavedajo resnosti in naloge, ki jo imajo. Dostikrat so tudi pač pod pritiskom ali časovnim ali kakšnim drugim, ne, strani mogoče nadrejenih. Na splošno pa ja, ne vidijo tisto eno pivo tako resno ali pa pač menijo, saj pa šel v drugo trgovino, pa bo tam dobil, a ne. Tako da iz tega vidika bi tudi radi pokazali, da so to tudi stvari, pa pač so prodajalci tudi zelo pomembni dejavnik tukaj ali pa pomembni deležniki, ki lahko pomagajo pri zdravju mladih na področju alkohola. Potem pa v bistvu bi še omenila preventivne delavnice, ki jih imamo tudi na tem področju, pa bi v bistvu predala besedo zdaj še mi.
To Anina ima v mislih naš program, ki se imenuje Martin Krpan in je v bistvu naš najstarejši program, ki tudi najdlje časa traja. Izvajamo ga kontinuirano od 7. do 9. razreda, tako da imajo na koncu 9. razreda učenci že kar nekaj različnih delavnic za seboj. Njegov glavni namen je pa, da se pač prepreči oziroma pač zamakne neka raba teh opojnih substanc, med njimi seveda tudi alkohola. Poleg teh tem glede zasvojenosti pa tudi vključuje delavnice glede osebnih, socialnih veščin, ker dejansko smernice učinkovite preventive kažejo, da so to definitivno pomembne veščine, ki preprečujejo zasvojenost v prihodnosti. In ta program v bistvu tudi vrednotimo učinkovno, kar pomeni, da pač gledamo, če ima kak učinek. In skozi leta smo dejansko ugotovili, da ima nek učinek na zmanjšanje tega vedenja pri mladih. Zanimivo je pa, ker pač damo mladim za izpolniti en vprašalnik na začetku delavnici, na koncu, torej v 7. in v 9. razredu, in se potem zelo vidi razlika v njihovih stališčih in v vedenjih. In kot je rekla Nina prej, ker je omenila, da ima Slovenija zelo veliko vinogradov, na primer, se tudi opazi razlika v odgovorih mladih na različnih območjih Slovenije. Če pridemo v neko tako zelo bogato območje, kjer je pač ta kultura, recimo, da imajo doma vinograde, da delajo doma vino, zelo prisotna, se tudi opazi razlika, da že v 7. razredu odgovarjajo, kot da je alkohol veliko bolj prisoten v njihovem življenju, kot pa recimo v kakih drugih krajih. Tako da je to tudi ena zanimiva zadeva, na katero je fajn, da smo pozorni. Sem pa jaz bila zelo vesela, da v 7. razredu velika večina ne omenja kakršnegakoli vedenja v povezavi z alkoholom. Tako da to je pa ena dobra stvar. Kakšni so rezultati v 9. razredu, je seveda pač malo razlika, pač seveda tudi zaradi starosti, ampak še vedno ta program ima neke učinke na mlade in ga bomo definitivno izvajali še naprej. Super. Ravno to sem hotela vprašati, glede regije se mi je zdelo, da najbrž so kakšni drugačni rezultati. Kaj pa glede vrste aktivnosti, a se vam zdi, da se mladi v tej starosti odzivajo bolj, ne vem, mogoče na kaj tazga, kakor je omenila Nina, da pač sodelujejo aktivno zraven, ali tudi sodelujejo pri pogovorih, kakor si ti, Mija, rekla, zgleda, da imajo tudi to učinke. Katera vrsta aktivnosti mislite, da so tukaj pomembne? Mislim, ti naši programi so definitivno zelo interaktivni, tudi če so v šoli, pač to ni klasični pouk, kjer sedijo in pišejo zvezke, zato ker spet smernice učinkovite preventive kažejo, da so interaktivne metode zelo pomembne za spreminjanje stališč mladih. Tako da se tudi tukaj trudimo, da imamo zelo veliko aktivnosti, debat, deljenja svojih mnenj in tako naprej, zato ker samo na tak način lahko mi njihova mnenja tudi spremenimo. Je pa definitivno, mislim, verjamem, da je razlika v tem, ali je nekdo prav naš član, ker ta program Aktivisti je vseeno zelo dolg, traja 1000 ur skozi celo srednjo šolo. Ta program Martin Krpan pa na žalost ne more vključevati takega dolgega trajanja. Tako da definitivno je razlika v tem, ampak s takimi programi, s katerimi vstopamo v šole, se nam zdi, da lahko dosežemo res največje število mladih, zato ker pač v osnovni šoli so vsi. S tem programom Aktivisti pa vseh definitivno ne bomo mogli zajeti. Ja, zanimivo, različne prednosti in slabosti imate. Kaj pa, če gremo zdaj malo še na področje duševnega zdravja in kaj so vajina mnenja glede tega, kako naslavljamo to temo v Sloveniji, kaj so mogoče kakšne dobre prakse in pa kje se lahko izboljšamo glede pristopa. Ja, duševno zdravje se mi zdi ena taka tema, o kateri se v zadnjih letih vedno več govori, kar je definitivno dobro. Vseeno pa vse raziskave kažejo, da se nek ta delež mladih, ki ima neke težave v duševnem zdravju, v zadnjih letih vseeno povečuje. Že pred recimo to epidemijo se je ta epidemija, kakor so delali raziskave, pa še bolj vplivala na duševno zdravje mladih, ker se je njihovo življenje praktično ustavilo. Pač to socialno obdobje, ki je moglo biti obdobje za prehajanje iz družine v prijateljske odnose, da so vrstniki vedno bolj pomembni, se je pač prekinilo. In so bili kar naenkrat veliko več doma z družino, kot pa ponavadi. In so tudi pokazali raziskave, da so doživljali ogromno enih negativnih občutij. Tudi osamljenosti, anksioznosti je bilo vedno več in bo
po našem mnenju to definitivno tudi vplivalo dolgoročno na duševno zdravje mladih. No. Tudi vplivali je na vse zaščitne dejavnike, na vse dejavnike tveganja za težave v duševnem zdravju. Tako da je to ena taka stvar, ki je definitivno ne smemo zanemariti. Drugače pa glede duševnega zdravja smo v Sloveniji na precej podobnem kot drugje v Evropi. V nekaterih pogledih celo malo negativno izstopamo, naprimer na področju nasilja. Smo v zgornji tretjini držav, kjer pač se nasilje, ker je nasilja med mladimi, vrstniškega nasilja torej, več. Veliko je tudi tega spletnega nasilja, predvsem med puncami na družbenih omrežjih, ki jih punce več uporabljajo kot fantje. Tako da je eno tako področje, ki se nikoli ne bo nehalo o njem govoriti, oziroma se bo pač verjetno mogel ta pogovor še stopnjevati malo naprej. Tako da se mi zdi, da dela na tem področju imamo še ogromno, je pa tudi res, da je zelo fajn videti, da veliko občin pa veliko financerjev podpira najrazličnejše te tudi brezplačne preventivne programe, tako da je tudi tega ogromno in tudi šole so vedno bolj odprte za to, vedno bolj opažajo, se mi zdi, da je pač to potrebno, in da mogoče učitelji sami pač ne zmorejo vsega, zato ker učitelji niso strokovnjaki na tem področju, čeprav mogoče so v preteklosti šole kar to temo jim malo podtaknile, da so se oni s tem ukvarjali. Kar je pa v bistvu, mislim to, da je veliko teh programov je lahko po eni strani dobra stvar, po drugi strani je pa lahko tudi malo škodljiva oziroma nevarna, bi rekla. Ker se lahko v šolah znajdejo najrazličnejši programi, ki ali sploh nimajo učinka, ali pa so mogoče celo kdaj škodljivi oziroma imajo pač negativne posledice za mlade. Ker se mi zdi, da je duševno zdravje še vedno ena taka tema, o kateri lahko govori čisto vsak. Da vsak misli, da nekaj ve o tem. Dejansko pa je preventiva pač neka znanost, ki je v Sloveniji še definitivno zelo v povojih, in niti šole ne vejo, kakšne programe naj sprejmejo v svoj šolski prostor, da bojo prinesli take učinke, kot bi si pedagogi definitivno želeli. Tako da se mi zdi zelo pomembno, da tukaj, da se začne govoriti o nekih smernicah, kakšni te programi ne bojo, da se naredi nek seznam dobrih praks, naprimer, kaj v šole spada in kaj v šole mogoče ne spada, in tudi, da se te financerji mogoče malo bolj izobrazijo na tem področju, kakšne programe podpirati in kakšne ne. Da slučajno ne pride do kakšnih negativnih posledic, zato ker to je lahko pa še dolgoročno definitivno bolj škodljivo, kot pa to, da ne naredimo nič. Ja. Kaj pa do takrat, dokler se pač to še ne bo uredilo, kakšni so mogoče vajni nasveti za mlade, ki se soočajo s tem, ali pa da vidijo, da se njihovi prijatelji in bi rabili pomoč, kakšne bi bile različne možnosti, kam bi se lahko obrnili? Tu je zelo odvisno od tega, komu otroci zaupajo. Jaz verjamem, da ima vsak otrok v svojem življenju neko odraslo osebo, ki jih lahko zaupa, ali je to stric, ali je to teta, ali so starši, ali so učitelji v šoli, lahko je tudi starejši brat, sestra, kdorkoli, zato ker ponavadi se te težave ne rešijo same od sebe, in tudi mladih sami jih zelo težko rešijo. Na srečo živimo tudi v takem času, kjer imamo na voljo ogromno informacij na internetu. Mladi najverjetneje poznajo forum To sem jaz, kjer lahko anonimno poiščejo pomoč za svoje težave in dejansko strokovnjaki odgovorijo in jim dajo nasvet. Tako da je lahko to en dober začetek, ker verjamem, da je to ena tema, ki je še vedno tabu, in o kateri pač mladi med sabo ne želijo govoriti. Kažejo pa tudi raziskave, da pač po pričakovanjih punce malo več o tem govorijo, tudi med seboj kot pa fantje, še vedno, čeprav se mi zdi, da se pač o tem že več govori kot pa v preteklosti, in je lahko mogoče splet tudi eno tak dober način za fante, da se pač čisto anonimno odprejo o svojih težavah. Tako da definitivno prvi nasvet je, da se poišče neka pomoč odraslega, ali je to v živo ali prek interneta, zato ker mladi ponavadi sami teh težav ne morejo rešiti. Ja, hvala. Zelo dober nasvet za tistega, ki mogoče ni poznal take spletne strani. Nina, si želela ti še kaj na to temo dodati? Mija je tukaj največja profesionalka, tako da je super povedala vse. Ok, super. No, potem pa mislim, da ta naslednja tema je pa tvoje področje, tobak. Tako da dajva spregovoriti malo o tem, če lahko predstaviš, kakšna problematika je to v Sloveniji, mogoče tudi z perspektive mladih.
in kakšni so kakšni vaši projekti na tem področju. Super, hvala. Ja, v bistvu kajenje je pa ena zadeva, ki je že kar precej dolg časa med nami, pa vedno več o tem tudi govorimo, kar je dobro. Tudi v bistvu število kadilcev se predvsem v razvitem svetu zmanjšuje. Vedno več ljudi ve o negativnih posledicah kajenja, ki jih je mnogo, tako da to sigurno pomaga, da smo zelo dobro ozaveščeni. Mogoče bi jaz tukaj kar na začetku izpostavila tobačno industrijo, ki je v bistvu največji problem tukaj. Gre za industrijo, ki nekako se nič kaj preveč ne sekira, kakšne posledice za sabo pušča. Zelo prefinjeno in manipulativno pa skrbi za to, da bi bilo kadilcev vedno dovolj, oziroma da oni ne bi šli out of business. Tako da načeloma, kljub temu, da se naša družba zelo močno trudi, da se čim več govori o kajenju in negativnih posledicah, vidimo v našem okolju, predvsem v Sloveniji, tudi spremembe. Mladi manj kadijo, zakonodaja je vedno boljša, oziroma v letu 2017 smo sprejeli celovito zakonodajo, eno najbolj naprednih na svetu, in to je res stvar za pozdravljati. Predvsem ščiti tiste, ki ne kadijo, in predvsem ščiti mlade pred tem, da bi začeli kaditi, torej pred oklaševanjem tobačne industrije in pred njihovo manipulacijo. Ostajajo pa drugi problemi. Enostavno tobačna industrija vedno najde neke načine, kako nekaj novega nam prodati. Zdaj zadnja leta so največje težave elektronske cigarete, pa IQOS-i in podobne zadeve, ki dostikrat zaradi tega, ker gre za nek drugačen proizvod, ki se nekako drugače uporablja, dostikrat ostane ven iz definicij v zakonih. Kar pomeni, da potem ima tobačna industrija proste roke, kdaj za oglaševanje, za prodajo in tako naprej. Tako da pri nas že opažamo porast uporabe elektronskih cigaret med mladimi, predvsem zato, ker izgledajo kul, ker imajo različne okuse, medtem ker recimo pri navadnih cigaretah se okusi ravno zato prepovedujejo, ker prav mlade to najbolj privlači, oziroma zaradi njih predvsem mladi začenjajo kaditi. Medtem recimo v Ameriki imajo res že hudo, lahko bi rekli, epidemijo z elektronskimi cigareti. Je pa v bistvu tudi v Sloveniji problem, ko govoriš z mladimi. Dejansko večina jih ne ve, da elektronske cigarete vsebujejo nikotin, ki je pa v bistvu edina droga v cigaretih, oziroma tudi v elektronskih cigaretih, ki povzroča močno zasvojenost. Tako da enostavno bitke bodo ostajale, s tobačno industrijo. Veliko delamo na tem, še posebej v razredih z mladimi, in probamo nekako izkoristiti mogoče malo bolj njihovo uporniško plat, da jih ozavestimo, oziroma da jih izobrazimo o tem, kaj tobačna industrija dela, da razumejo, kakšni ljudje za tem stojijo. Ti lahko vidiš škatlico cigaret ali pa oglas, ki je noro privlačen, ali pa v filmu vidiš nekega lika ali pa nekega, ne vem, glavno vlogo, ki je res kul in ful kadi, in boš rekel, wow, mogoče bom pa jaz tudi kul, če bom kadil. Veliko igrajo na neke te note povezovanja kajenja z nečim kul. In prav je, da mladi vejo, prav je, da mladi vejo, kaj za tem stoji, da bodo tudi mogoče znali kritično videti oglas, pa razumeti, da je za tem odzadaj res veliko denarja, in da praktično so oni potem samo sredstvo do teh dobičkov. Tako da, na kratko to. Opažate, da mladi vejo za negativne učinke, pa se kljub temu odločajo za kajenje, ali še vedno mogoče kaj tega, da niso čisto dobro seznanjeni s tem, kakšni so učinki? Nekje zadnje 5 let ali pa še malo več so mladi res dobro ozaveščeni. Tudi ko pridemo v razred, pa začnemo govoriti o kajenju, praktično vse vejo. Vse, kakšne bolezni lahko dobiš, kako lahko umreš, vse ti povejo, kako se ti zamašijo žile, zakaj imaš črna pljuča, v glavnem obvladajo. Tako da to sigurno pomaga.
Je pa tukaj pač tudi ta drug element vrstniškega pritiska dostkrat. Kljub temu, da veš, da nekaj ni dobro, je mogoče v času mladostništva še vedno bolj pomembno, da si recimo sprejet. Ne? Pa tako, no. Ja, sicer vejo in vidimo tudi nižanje prevalence kajenja počasi. A lahko še razčistiva, kar si dobro izpostavila o elektronskih cigaretah. Zdaj, primerjava med navadno in elektronsko in pa včasih se sliši, da v bistvu niso sploh tako slabe, da to je v bistvu nekaj boljšega, če že kadiš ali pa če ne, če malo razčistiš te mite o tem, kakšne so posledice tudi elektronskih cigaret. Ja, kot prvo bi sam rada poudarila, da ne moramo za njih reči, da so neškodljive. Ne. Še zmeraj so škodljive, potencialno so manj škodljive od kajenja klasičnih cigaret. Težava pri elektronskih cigaretih je tudi to, da v bistvu se tako pogosto uporabljajo oziroma so razširjene nedolgo časa, kar pomeni, da nekih zelo dolgoročnih raziskav ni bilo še mogoče narediti, da bi lahko utrdili vse z gotovostjo, kakšne posledice točno kajenje elektronskih cigaret prinaša. Zdaj, predvsem te informacije o njihovi neškodljivosti, o tem, da so boljše, prihaja iz strani tobačne industrije. In je prišlo, mislim, da že do vseh ušes. Definitivno vsebuje manj kemikalij kot cigaretni dim. Ne smemo pa zanemariti nevarnosti kemikalij, ki jih elektronske cigarete vsebujejo. Pač imamo že kar nekaj primerov po svetu hudih pljučnih bolezni, že med mladimi. Ne smemo zanemariti zelo močne zasvojenosti, ki jo nikotin prinaša, spet predvsem med mladimi, ki recimo prej sploh kadili niso. Problem je tudi, pač, ko začneš kaditi elektronske cigarete, je zelo večja verjetnost, da boš nekoč prišel na klasične cigarete, ravno zaradi te zasvojenosti z nikotinom. In pol v bistvu nisi naredil nič. Tudi to iz vidika možnosti odvajanja od kajenja z elektronskimi cigareti. Žal moram reči, da ni še dovolj zadeva preverjena, da bi lahko to promovirali kot res dober način opuščanja kajenja. Elektronske cigarete dostikrat, oziroma tekočina, ki jo dajemo v elektronske cigarete, dostikrat vsebuje drugačno količino nikotina, kakor piše na posodici, tako da v bistvu, čeprav se recimo želiš odvajati od kajenja, se lahko zgodi, da zaužiješ še več nikotina in samo povečaš svojo odvisnost. Tako da enostavno, če imaš možnost, je boljše ne posegati po njih, sigurno. Mogoče ti zdaj dam še priložnost, ker je prej samo Mija izpostavila svoj nek najljubši ali pa najbolj zanimiv projekt. Če imaš ti kakšen, mogoče iz področja, ki se ga nismo dotaknili, pa se ti zdi pomembno, če želiš predstaviti še. To je tako težko. Jaz bi rekla mogoče, da je delo z našimi aktivisti tisto, kar je meni najljubše. Ker ko imamo usposabljanja, ko imamo dogodke, različne sestanke za projekte, če ne drugega, ti dajo občutek mladosti, te ne vem, da so stari, ampak sigurno te pomladijo. Pač imaš res tak občutek, da delaš nekaj dobrega, da si tam za nekoga drugega. Tako da mogoče bi tako rekla. Težko se pa še bolj opredelim. Kdo se pa lahko prijavi na to, da postane aktivist? V bistvu vsaka mlada oseba na začetku srednje šole. Tako, to je za program Aktivisti brez izgovora. Ponavadi jeseni sprejemamo nove aktiviste, takrat imamo tudi kampanjo, da se nam lahko novi mladi pridružijo. Zdaj bomo pa v bistvu tudi sprejemali malo starejše aktiviste oziroma mlade v času študija, ker smo ugotovili, da v bistvu
je veliko mladih, ki recimo že študirajo, pa sicer niso v tistem obdobju, da bi rabili pridobivati take kompetence, kot naši aktivisti v srednji šoli, ampak imajo željo, da delajo nekaj zraven, nekaj družbeno koristnega, in vsem, kdaj tudi to primanjkuje v našem okolju, ne? Ta neka priložnost, da gradiš tudi na svojih kompetencah, pa da delaš recimo projekte, ki ti ful pomenijo. Ja, zagotovo. Da postaneš aktiven, to je, se mi zdi, ne vem, tudi eden izmed mojih ciljev pri teh pogovorih, ne, da nekako ljudi za to spodbudimo, ker se mi zdi, da v takih stvarih si potem tudi najbolj delaš s srcem in jih tudi najbolj delaš. Tako da, ja, no, zdaj bolj za konec bi vam dala še priložnost, da mogoče v luči tega, kako ste tudi vidve prišle v to in kako ste postali aktivni na področju zdravja in dobrega počutja, če imate kakšne predloge za mlade, ki so mogoče to gledali, pa jih zanima, postati aktivni, kje naj začnejo, in če imate kakšne bolj podobne nasvete. Lahko jaz še nekaj dodam pri temle tobaku, ker se mi zdi tudi ena zelo pomembna naša specifika, recimo, to so vrstniški programi, ne, kaj to v resnici sploh pomeni, da ti naši aktivisti, ki so sami v srednji šoli, pripravljajo in izvajajo programe za druge mlade, ne, torej, da naše aktiviste usposobimo, da oni izvajajo delavnice. In to je definitivno en zelo tak preizkušeno, učinkovit način, s katerim dosežemo dva cilja, ne. Najprej to, da so naši mladi zelo, zelo usposobljeni, da imajo ogromno znanja na tem področju, in tudi to, da pač drugi mladi, ki so udeleženci teh delavnic, dobijo malo drugačen pogled na to temo, ker se mi zdi, da ponavadi, če kdo pride, da je en odrasel, pride v njihov razred, pa jim začne malo tam težiti, ne, tobak je slab, ne kaditi, oni samo zavijajo z očmi, ne. Če jim pa nekdo mlad to predstavi, je pa to čisto drugačen pristop in oni čisto drugačno to gledajo, veliko lažje jim je priti blizu in veliko lažje je tudi razumeti to osebo, ker definitivno pač imajo enake izkušnje, uporabljajo enak jezik, ne. Tako da je to še en tak projekt, ki bi ga mogoče jaz tukaj na tem področju izpostavila, ki ga Nina ni omenila, no. To. Pa še ena pomembna stvar se mi zdi, da sploh na področju tega alkohola pa tobaka se mogoče tudi šole včasih ne znajo čisto dobro lotevati tega in pač najamejo nekega strokovnjaka, da samo pove par dejstev o tej temi, a ne. Ampak so tudi ugotovili, da samo s tem navajanjem nekih golih dejstev pač v bistvu mogoče celo še bolj spodbudimo neko radovednost mladih, a ne, ki jih pač zanima. Okej, pač, ne vem, cigarete te sprostijo, a ne, in jih začne zanimati, kako pa to dejansko izgleda, a ne. Tako da pri teh naših programih se mi trudimo, da nisem to, da pač nekdo pride malo predavati, a ne, o tej temi, ampak da dejansko pač dobijo neke druge informacije in to je tudi pomemben poudarek pri tem, zakaj mi izkoriščamo njihovo uporniškost, a ne, tako kot je Nina rekla. Zdaj pa glede tega vprašanja, če imamo kakšna priporočila, kako se to lotiti, jaz bi rekla, da na teh področjih, jaz lahko pač govorim bolj za duševno zdravje, ne, da je pomembno se pogovarjati o stvarih. Pač jaz vem, da so to teme, ki so malo neprijetne za se pogovarjati, a ne, sploh mogoče, ne vem, starši, ki pač se mogoče oni sami začnejo pogovarjati, a ne, ampak spet zdaj, ko imamo internet, včasih se je lažje o tem pogovarjati prek interneta, tudi s prijatelji, ki jih vidiš v živo, a ne, in ni nič narobe, da se pač tudi na ta način pogovori začnejo, a ne, ker je mogoče pač malo lažje začeti na internetu, kot pa v živo, a ne. Zato, ker s tem, ko se pogovarjamo o teh zadevah, tudi malo rušimo neke tabuje, neke stereotipe, recimo, in mogoče ta tema ni več tako skrivnost, a ne, ampak lahko pač mogoče malo bolj ljudje tudi svoje težave zaupajo drugim. Pa tudi to, da začnemo malo kritično razmišljati o stvarih, a ne, da smo pozorni na to, od kod prihajajo neke informacije, ali so preverjene, ali so osnovane na raziskavah, kdo je to povedal, ali je to povedal strokovnjak, a ne, ker spet s tem internetom pač je teh nekih fake news oziroma lažnih novic toliko veliko na vseh področjih, ne samo na področju zdravja, da si mladi ful hitro ustvarijo napačno mnenje, a ne. Ali so pa tako bombardirani z različnimi informacijami, da potem sploh ne vejo, kaj si misliti in se sploh ne uspejo ustvariti nekega lastnega mnenja, a ne. Tako da se mi zdi to, da veš, kje najti preverjene informacije, prvi korak do tega, da imaš tudi mnenje in da se lahko začneš o teh stvareh pogovarjati. Super, da si to izpostavila, ker, ja, kot si rekla, sicer na vseh področjih, ampak vedno je pomembno biti kritičen, da sploh tudi lahko dobro oceniš, če se ti zdi nekaj zelo pomembno in da se bi s tem tudi bolj aktivno ukvarjal, ja.
No, Nina, še tebi beseda. Ja, sej ne vem, če je dobro še kaj lahko dodam, ampak ne res, ja, v bistvu tudi v naši organizaciji ta kritično razmišljanje in ena taka besedna zveza, no, ki jo probamo res udejanjati v svojem delu. Fake newsi, kakor je rekla Mija, so ful velik problem, tako da v bistvu res nekako pozivamo mlade, da probajo iskati ozadje novic ali pa vire ali pa avtorje, a ne posameznih informacij, ker lahko v bistvu to naredi res hudo zmedo. Po drugi strani pa ja, mogoče bi spet poudarila, so te industrije, a ne, ki imajo svoje interese, zakaj želijo, da mi se vedemo ali pa delamo ali pa mislimo na določen način, a ne. Pa ne gre tukaj recimo samo za tobačno industrijo ali pa alkoholno industrijo, ki tudi zelo grobo, no, oglašuje svoje izdelke, ampak gre tudi v bistvu tukaj za samo podobo, a ne. Za vse te izdelke, ki naj bili tam za nas, da bomo lepši, kako bi rekla. Tako da drugače, no, če še omenim samo to, no, kako smo postali aktivni na tem področju. Jaz v bistvu sem zrasla preko organizacije in sem bila sama tudi aktivistka. Sicer sem vstopila v organizacijo majčkeno kasneje, v 3. letniku srednje šole, in nekako so me kar ujeli, no. Sem bila potem prostovoljka dosti časa, potem pa sem imela to srečo, da sem se lahko tukaj tudi zaposlila v eni taki službi, ki za moje pojme pač ima res neko dodano vrednost, a ne, za družbo. Tako da ja. V luči tvoje zgodbe, a bi lahko mogoče za konec še obnovila, tudi če smo že omenili, kje bi lahko se mladi vključili v to vašo organizacijo, če bi želeli? Ja, jaz bi kar predlagala, da najbolj dosledijo naši Facebook strani ali pa nam lahko tudi pišejo na naši spletni strani na excuse.si, da nam pustijo svoj mail recimo, pa jih potem mi kontaktiramo potem, a ne, ko bomo sprejemali nove aktiviste. Tako da smo v bistvu na voljo, če je treba, lahko tudi na Instagramu, no. Povsod smo No Excuse Slovenija, to je ona besedna zveza, kjer nas najdete. Super. Zdaj razen, če ima katera od vaju še kakšne zadnje besede za dodati, bi se vama jaz zahvalila, ker ste si vzeli čas, pa delili malo informacij z mano in z našimi poslušalci. Zdaj, če bodo želeli postati kaj aktivni na tem področju, upam, da bojo vama napisali in pa ja, hvala lepa, da ste si vzeli čas in vsem tudi lep večer. Hvala. Čau.